Čeprav nam zapovedujejo čim manj druženja in dotikov, Rebeka Dremelj in Sebastijan pravita, da bosta praznike ob koncu leta preživela kot se spodobi. S poljubi, objemi in v družbi ljudi, ki jima pomenijo največ. Prav danes bosta v naši oddaji premierno predstavila tudi himno letošnjega veselega decembra, v studio pa smo jo povabili še z enim posebnim razlogom. Da povemo, da bosta pisma slovenskih otrok decembra osebno odnesla Božičku na Laponsko. Dobro jutro, torej, Sebastijan in Rebeka. Dobro jutro. Malce smo zgodni, ampak... Midva sva zelo zgodna, midva sva že iz Kranja prišla, veš, tako da... Potem smo bili približno tam Mislim, nekje. iz Brežic v Kranj, pa iz Kranja sem, da bo jasno. Tako. Odlično. Torej, moramo povedati, da z vajinim letošnjim komadom, s pesmico, ki jo bomo tudi slišali, da nekako obeležujeta 20-letnico vajinega prijateljevanja in poznavanja. Ne? Res je, res je. Kar po starosti je tale naš Sebastijan, ne? Rebeka pa vedno mlajša. Ni Slovenija 2001, ja? Mora biti malo smeha. Mogoče veste, da je Miss Slovenije kot dogodek nekako stičišče oziroma skupna točka nas vseh treh. A tebe tudi? To pa dodaj zgodbo. Ne, to pa dodaj, ja. Ne. Veva, da sva se midva prvič v življenju spoznala na izboru za Miss Slovenije. Se pravi, jaz sem zmagala včeraj. Tako. Ja, tiho bodi. Sebastijan je predvčerajšnjim prvič on je nastopil takrat, ja, in me prišel čestitati. Jaz sem pa jutri vodil. A res? A ja? Ne se heca. In sem spet v sredini, vidiš? 3 leta zapored, ja. Ja, zanimivo, vidiš, fino je. Ja, 20 let. V bistvu 20 let sva prijatelja, 20 let se družba, 20 let sem mava rada. Z leta v leto bolj, ker bolj zrela postajava iz leta v leto. Ne bi človek mogel verjeti, ampak sva pametnejša, kot sva bila takrat. In se nam je zdelo najbolj primerno, da pa res 20. obletnico obeleživa tako, da narediva eno pesem, sploh kako tako pesem, ki bo malo spominjala na dni iz preteklosti, ki smo pozabili, kako nam je bilo lepo, ne? Zdaj smo se pa tega končno začeli zavedati. Tako da, ja, ko primeš me za roko, naslov pesmi. To bomo kasneje slišali. Mogoče mečkam, da se vrnemo, se pravi, na začetek tega vajinega prijateljevanja. Se spomnite, kje sta mogoče prvič sodelovala oziroma se spoznala? Spoznala sva se ravno na Miss Slovenije 2001, lansko leto. Jaz sem nastopil 2000. In v bistvu se je od takrat enostavno sprostila neka energija med nama in ostala še vseh teh 20 let zdaj. Takrat seveda nisva vedela. Ampak pa sva imela pa vse živo, pa sva imela pa tudi neke televizijske oddaje, skupaj sva vodila, pa ni da ni, kaj sva vse počela. Ker sva oba hiperaktivca, pa oba zelo zorganizirana, pa zelo pridna, pa to, in sva se tudi na tem nivoju ulovila, ampak meni predvsem pač energija ljudi mi je pomembna in to je tisto, kar je po moje najbolj otehtalo, da pač prijateljstvo traja že toliko let, ja. Pa je težko vzdrževati prijateljstvo 20 let, še posebej v glasbeni industriji, ker konec koncev gre tudi za neke vrste rivalstvo, ne? Škaj, jaz zelo verjamem v to, da to, kar seješ, to tudi žanješ. In jaz mislim, da midva, jaz nasploh do vseh svojih prijateljev, ki jih nimam veliko, imam tiste, katere imam pa res dobre in jih ne spustim. Kvaliteta pred kvantiteto. Ja, se mi zdi, da zelo vlagam v te odnose, no. In se mi zdi to zelo pomembno, da se pokličeš včasih tudi čistko malo brez veze, da malo poklepetaš, da malo vidiš, kaj se s človekom dogaja, da kdaj tudi kdo komu kaj zaupa, da si pomagaš, da takrat, ko si v stresni situaciji, da najdeš en balans pri prijateljih, ki te zna potem malo dejansko res spraviti nazaj v red in zbalansirati. Tako da ja, no, se mi zdi, da midva to kar znava, no. Če druga ne, se 20 let zagotovo vsaj enkrat na leto vidva, prije Sebastijan k nam, največkrat on k nam, ker ima on vseeno malo več časa morda kot jaz. Predvsem ta ena stvar pa moram povedati, kaj pa meni neverjetno všeč, je to, da je Sebastijan zelo pozoren do mojih 2 deklet, do mojih hčerk. Šajana, starejša hči, izbira kugle, te snežne kugle, in Sebastijan zelo veliko potuje in on iz vsakega potovanja razmišlja o Šajani in ji kupi to kuglo in ji potem napiše en dolgi spisek, kaj ta kugla vse predstavlja, in Šajana vedno komaj čaka, kdaj bo Sebastijan prišel iz potovanja, da bo ona dobila kuglo. Tako da je zelo pozorno, no, in to mi zelo veliko pomeni. Ja, je pa tudi en tak odnos, se mi zdi, da če tudi se mogoče leto ali pa 2 leti sploh ne bi slišala, ne bi videla,
potem, ko bi se spet videla, bi bilo, kot da smo se na zadnje videla pred dvema dnevoma. To ti predvidevaš. Nimaš ti šanse, da ti me na 2 leti ne slišiš. Ker boš sicer slišal od Šajane. A veš kaj, zdaj on mogoče po tem sodelovanju, ker sva pa res malo bolj intenzivno skrb, upa, da se to zgodilo, ampak ni te sreče. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja zdaj? Kdo je prišel na idejo? Ideja se je porodila že lansko leto. V bistvu je moja ideja bila glede božičnega singla, da bi sam delal božični singel, potem pa sva se nekaj pogovarjala, pa sva rekla, pa daj, glej, narediva to, ne. Enostavno, Slovenija je v rasulu, svet je v rasulu, nujno rabimo neki yin k svetovnemu yangu, da se pač te energije malo uravnovesijo, tako pozitivo, dava posajati, oba sva znala potem, da sva energična, da sva pozitivca, da dava veliko na to v življenju. In pa tudi ta energija prijateljstva se mi zdi, da pač nekako lepo zapakira celotno zadevo in je tako v bistvu vse pasalo kot ata na mamo. Potem pa edino to, da lani, ko smo pesem naredili, skupaj z Žanom Sečičem, producentom, se potem časovno ni šlo, ker sva točno vedela, da ko bova enkrat začela delati, ustvarjati, da bova toliko enih idej dobila, kaj narediti in nisva želela hiteti, pa sva rekla, dajva predstaviti na leto 2021, pa se lotiva zadeve. Ja, ampak sva pospet hitela, da sva si najasnila. Da navte misel, da sva to leto mi pa tako v blagodejnem stanju to rešvala. Spet sva bila v paniki. Preden gremo na vajino pesmico, moramo še omeniti še en projekt, ki ga imata, torej, da bosta voščilnice oziroma otroke, ki bodo pisali božičku, lastnoročno in lastnonožno bosta odnesla na Laponsko k božičku. Tako pravemu. Zelo se tega veseliva. Jaz sem v bistvu en zelo velik fan božiča. Jaz vsakega 1. decembra začnem krasiti hišo in tako in res in se mi zdi, da sem to tudi na svoje otroke prenesla in res vsi komaj čakamo te praznike oziroma nasploh veseli december, no se ne zdaj samo kot božič. In sem si od nekdaj želela spoznati božička. In zdaj je pa pač prišla takšna situacija, da sem rekla, če že kdaj, potem pa imamo letos, Sebastian gre zraven, jaz sicer peljem celo družino, za možem pa za hčerkama, ampak Sebastian gre zraven in sva rekla, da bova še to misijo opravila, da bova vsa pisma otrok, pa seveda malo občutek, da bo tudi odraslih kar nekaj pisalo, da bova nesla direkt pravemu božičku in to je to. Tako da verjameva, da se bo naše želje izpolnile, midva bova se potrudila, ne, da res izvršiva pravo dostavo. In apel na vse, ki pišejo pisma, ne se nazaj držati, dajte vse svoje najlepše želje zapisati v pisma. S tem, da pismo mora biti napisano ročno. Ročno. Tako. Sva se odločila, da je dovolj tega tipkanja, ne? Pa dovolj tega tipkanja, da moramo malo vaditi tudi pisavo, tako da je lepo ročno pismo napisano, poslano pa na Difero Brezina 32 Brežice. Odlično. Tako. Torej, zdaj smo pa že pri tisti premierni predstavitvi vajine pesmice. Dragi gledalci in gledalke, zdaj pa sledi televizijska premiera, himna letošnjega veselega decembra, Ko primeš me za roko. Rebeka in Sebastian, izvolite. Hvala. Kaj imava, če ne smem?
Rebeka in Sebastian, ko primeš me za roko, odlično, torej premierno pri nas in verjamem, da smo tudi s tem začeli decembrsko vzdušje v našem studiu. Uradno otvoritev je bila to, uradna otvoritev. Tako. Hvala. Torej, to je bil pesmica, ko primeš me za roko. Zdaj pa poglejmo, če lahko zagrabimo tudi kakšen oglas. Ostanite z nami.